Res je, da sem nekoliko pozno začela pisati dramatiko. Če izvzamem eno kratko dramo, 20-minutno, ki sem jo napisala kot gimnazijka. Ne vidim neke posebne razlike v samem procesu pisanja. Zdaj, ali je to drama, ali scenarij, ali kratka zgodba, ali kolumna, ta postopek je vedno podoben. V glavi se mi kuhajo neke misli, ideje, včasih so to samo drobci, liki, situacije, zgodbe. In kar naenkrat dozori, neka ideja dozori, glede na trenutne okoliščine, na neko doživetje v mojem življenju, pridem do spoznanja, da so določene stvari, ki jih želim sporočiti, čeprav pisatelji se otepajo tega, književnost naj ne bi bila sporočilo, ne. Jaz to tudi razumem pisanje kot neko pismo, sporočilo ljudem. In v tem smislu na enak način pišem vse zvrsti, pomembna mi je zelo inspiracija, navdih. Tako vedno delam malo pod pritiskom, če tega ni, je zelo težko. Je pa res, da pisanje daljših besedil, daljših scenarijev za nanizanke, na primer 53 epizod, to mi je bila najdaljša serija, je kar zahtevno, tudi časovno je naporno, ampak pričakovala sem mogoče, da mi bo pisanje za gledališče omogočilo več svobode. Pa to sploh ni res. Te omejitve so samo v moji glavi. In če imam pač voljo, idejo, navdih, to sposobnost, dosežem tisto, kar hočem, tudi v kakršnikoli literarni obliki. Tako da sem videla, da dejansko ta svoboda ni bilo tisto, ne, kar mi je drama omogočila, je pa res, da je drug medij, da so drugi izzivi. Zelo rada pišem za gledališče. Prvič sem doživela tudi to, da sem videla svoje besedilo v živo na odru. To je posebno doživetje. Oboje je bilo zelo pomembno. Najprej že nominacija za Grumovo nagrado mi je veliko pomenila, ko sem prišla kot neki outsider, nisem iz teh gledaliških krogov, nikoli nisem bila, sem preprosto to poslala na razpis, saj tako sem tudi scenarije pošiljala neznanim ljudem, na ta način pač delujem. In sem bila zelo vesela, ta izkušnja bralne uprizoritve me je prav navdušila, sem imela pogovor z občinstvom in to poslušala sem te poklicne igralce. Zelo mi je bilo lepo, dobro sem se počutila. Potem nisem uspela to igro prodati, gledališča niso bila zainteresirana oziroma nihče, ne vem, kdo je sploh to prebral. Tako da sem bila malce razočarana, ker vsi drugi nominiranci so imeli uprizorjene svoje igre. Potem nekaj let potem je na SI gledalu, so prebrali to iz Litije, so rekli, da jim je všeč, da je volilno leto, ker se pač v ospredju je bil politik, župan, se mi je zdelo zanimivo. In so to uprizorili, čeprav je predstava zelo zahtevna, tudi fizično, telesno je zelo naporna, ker se vse dogaja na trim stezi. In je veliko športanja vmes. In sem bila zelo zadovoljna z uprizoritvijo in s tem, kako so spoštljivo obravnavali moj tekst. Ker to mi je zelo pomembno. Tak tip teksta je, da težko veliko posegaš vanj. Tako da mi je to mi je bilo všeč. Krajšali so zelo inteligentno, kot poklicni dramaturgi, tako da res nimam besed. Škoda, da predstava ni imela več ponovitev, ker je prišlo do poškodbe glavnega igralca in takrat so pač nehali.
Zdaj, distopija naj bi bila nasprotje utopiji, naj bi se dogajala v prihodnosti. Dejansko je Franc samo delno distopijo, oziroma meni se zdi, da ima elemente distopije, ki se dogaja v sedanjosti. To izrecno piše v današnjem času. Gre za nek slovenski inštitut, slovensko podjetje, ki je podružnica tuje multinacionalke. Odnosi so taki, kot pač so v kapitalizmu, v enem takem podjetju. Se pravi, to je naša ta resničnost. Ta del, ki je fantastičen, ki je mogoče tudi, zdaj vprašanje, koliko je distopičen, gre za to, da je robot je znanstvenega vidika, z industrijskega vidika ne sodi v našo sedanjost. Je prezgodaj za take robote. Tako da je neka fantastika v tem. Ne bi rekla, da je distopija, ker delno mogoče je ni te negativne konotacije, ki jo ima distopija. Bolj bi rekla, da ima celo nekatere elemente utopije, ker ta Franc je izdelek, ki naj bi pomagal ženskam, ki so osamljene. Zdaj so našli neko tako rešitev, da pomaga ženskam, ki so osamljene, ki so trpele zaradi nasilja v družini. Celo država kupuje te izdelke, kupuje te robote, samo problem je, da se Franc ne prodaja. Medtem ko se Francka, se pravi robot kot ženska, v ženski obliki, se lepo prodaja po celem svetu. In to je ta problem, ki nastane. Zdaj, zakaj sem izbrala ime Franc, ker je, mislim, najpogostejše slovensko ime, eno od. In ker sem robota Janeza že prej imela v eni kratki zgodbi, potem sem rekla, Franc se mi zdi idealno ime. Francka je prišla zraven kot dvojnica njegova. Ta ženska imena, pravzaprav gre za 3 ženske, ki naj bi vdahnile temu robotu, ki je sad dela tujih mednarodnih znanstvenikov, ki bi njemu vdahnila slovensko dušo. In se mi zdi, da bi bilo spodobno, da so to ženske, ki imajo neko težo in kar je nomen est omen. Zato sem izbrala ta imena, ki imajo tudi neko konotacijo. Zdaj vsak lik je po svoje uganka, vsak, ki predstavo gleda, si lahko po svoje razlaga, zakaj je ravno ta lik dobil to ime. Predvsem bi rekla to, da v tej drami gre predvsem za odnose med spoloma, da je to osnovna tema. Saj tudi gre za sobivanje med robotom in med ljudmi, ampak za odnose med spoloma, ker končno smo dobili idealnega moškega, v tem primeru idealnega Slovenca, in idealno Slovenko, Francko. Tako, in zdaj se vsi ti problemi v odnosih med spoloma zaradi tega niso rešeni. In vidimo, kako se to razvija naprej. Pravzaprav nihče s to popolnostjo ni zadovoljen. Tako, to je bilo v samem izhodišču. Najprej sem imela v mislih, da bo majhna zasedba, ko so mi rekli za mojo prvo dramo Delamo na sebi, da ima preveč igralcev in da je tudi finančno zahtevna, mogoče za debitantko, za uprizoritev. In sem rekla, zdaj, če nekaj napišem, bo ozek krog igralcev, bo malo nastopajočih. Franc je glavni junak in brez njega ni šlo. Zakaj sem izbrala ženske 3 generacij? Zato, ker one so dejansko delale kot ženske, Delajo na izdelku, ki ga je treba prodati, in vsaka stališča svoje generacije, svojih zahtev in želja preoblikuje tega robota. Zato je šlo, zato sem izbrala 3 generacije. Mislim, lahko bi bili kakšni moški, vmes, sam zakaj? Ves čas poslušam, kako je malo ženskih vlog in se načrtno, moram priznati, da se načrtno trudim, da imam v svojih scenarijih pa igrah tudi čim več ženskih vlog. Saj nič ne gre na silo, ampak
ni nobenega razloga, ne. Pa ženske so mi, ker sem pač ženska tudi blizu, jih razumem, ni nobenega razloga, da bi recimo zdaj v tem smislu nekaj menjavala. Ja, absolutno. Povsem se strinjam, to ste pravilno opazili, samo da vsi na nek način manipuliramo in tukaj Franc ima dober, odličen razlog za manipulacijo. Franc je postal človek, bolj človeški je od ljudi in on se bojuje za svojo svobodo in zato manipulira, skuša prodati svoje znanje, svoje visoke sposobnosti, ki jih nihče ne upošteva, ko pravzaprav Franca izkoriščajo samo kot igračo, za zabavo, za neke nepomembne naloge. On ima velik potencial in zato je zelo nesrečen. In mislim, da je tukaj paralela z usodo žensk v našem svetu, ki vedno ženske, ki imajo znanje, potencial, željo in jih zelo pogosto nekako enačimo z nekimi stereotipi, ki so že zdavnaj preživeti. In to se mi zdi, zdaj sem to obrnila, zdaj moški postane dejansko objekt. On je objekt, on je igrača, pravzaprav izdelek, predmet v rokah teh žensk. In te ženske, ne rečem, da so one slabe, ampak se obnašajo tako kot vsak človek, ki na nek način dobi neomejeno oblast nad tem predmetom. In tu se začne mobing, spolno izkoriščanje, čustveno izsiljevanje. Saj ne da mislijo kaj slabega, preprosto priložnost delate tu. Imajo to možnost, imajo moč in to pač počnejo. Po drugi strani se bojijo za svojo prihodnost, za eksistenco, za službo, kar če Franca ne bodo prodali, bo program odpadel, bodo inštitut zaprli. In to je ta strah, ki jih sili k manipulaciji. Tako je, to je mogoče malo humorno bilo res. Se mi zdi, da smo malce obsedeni s tem jezikom, vsi bi radi, da bi bil jezik lep, da bi vsi govorili pravilno, potem na koncu le zmaga neka varianta, smešna, z uporabo neke tujke, zato ker pač tako vsi govorijo, ne. In v tem smislu oni so razmišljali samo o tem, da bi ta izdelek prodali, ne. Pač profit je osnova in zato so izbrali ime, ki bo najbližje vsem, ne. Drugače, kar zadeva humor, pač tako pač pišem, včasih se mi zdi, da sem zabavna, ko pišem sama sebe zabavam, se mi zdi, da tudi ljudje so dovolj zamorjeni, tudi brez tega, da bi jih jaz dodatno, ne vem, morila s težkimi temami. In se pravi, teme so zahtevne, jaz mislim, ti problemi so resnični problemi današnjega človeka, moškega, ženske, ampak taka sem pač po naravi, rada, nepretenciozna sem in na ta način tudi pišem. Zdaj nekdo, ki hoče, lahko malo razmisli o tem in vidi tisto, kar je med vrsticami. Drugi pa se recimo samo zabavajo in se jim to zdi lahkotno, zafrkljivo in isto je bilo v moji drami Delamo na sebi, ne. So bili odlomki molitev, so bile neke asociacije na totalitarni režim, na religijo, na kult telesa kot na sodobno religijo, ampak odvisno od človeka, kako bo to prebral. Sigurno dramaturška komisija, ki je brala ta tekst, je drugače brala, kot bodo navadni gledalci to gledali in spremljali. Ampak se mi zdi, da je zabavno, da je pomembno biti zabaven, če lahko, ampak nimam se za komediografinjo, mislim, da nisem tak kaliber in tudi, da mi to ne leži, nisem neka ljubiteljca komedije, da bi rekla, sploh ne za vsako ceno.